Vzpon na Jošt se je odvil, prva dirka v maju in edina, končana. 10krat sem si rekel pred štartom, ne se zagnati po tistem klancu gor. Kaj se je zgodilo, zagnal sem se. Kasneje sem tudi plačal davek tega, ampak ok. Lahko bi rekel, da sem zadovoljen. Po številkah, glede vatov sem mogoče pričakoval malce več. Po času je pa genialno. Podrl sem rekord, padel je tudi rekord, tako da poglej video, o čem govorim. Kot vedno se je vse skupaj zjutraj začelo s prevzemom štartne številke ter čipa. Poseben čip, prvič imam tak čip na roki. Kolo pustiš pa laufaš na onem strmem delu na koncu, mimo cerkve. Chris Froome na turu. Srce hitrejši boš na kolesu, veš. Ne vem, mi smo tam, kaj gre čez 20%, mogoče ne. Poglejmo še enkrat klanec, ki nas čaka. Gre za skoraj 5 km na povprečnem naklonu 9%, tako da preplezamo okoli 440 višinskih metrov. Vzpon je nekako razdeljen na dva dela. Prvi del vzpona, ki se konča kakšen kilometer pred Javornikom, kjer je bil letos tudi leteči cilj. Potem pa drugi del znameniti ovinek v desno ter ubijalska strmina do vrha z zaključnim ovinkom mimo cerkvice na vrhu. Skratka, pravi ubijalec nog. Dan in pol pred dirko sem začel polniti glikogenske zaloge ter dan prej opravil aktivacijo. Na dan dirke pa najprej ogrevanje, med katerim sem popil še zadnji bidon s hidrati. Kot zanimivost, prvič sem šel na vzpon brez bidonov. V tako kratkem času hidrati sploh ne bi prišli skozi želodec. Takoj po štartu je bilo pa konec skrivalnic. Takoj od začetka je šlo na polno. Nema tati! Na vrhu so me čakali zvesti navijači, tokrat še v dodatnem številu, ker je vzpon v neposredni bližini Ninine mami. Kmalu so zagledali prve tekmovalce, ki so se bližali vrhu. In kaj hitro so opazili tudi mene. Zaključen del vzpona, kjer so moči že na limitu, puščam v celoti. Uživajte. Piči! Ajde, ajde, imaš to! Ajde, srce! 5! Še malo imaš! En je za tabo! 5! Piči, ajde! Imaš to, še malo! Ajde, da te jaz ne prehtim! Bravo, ljubavi! Super ti gre! Piči! Ajde! Ajde! 100 metrov, imaš to. Ajde, ljubavi. Piči. Ajde. To. Pizda, zdaj te ne lovi več. Ajde. Imaš to, daj. Ajde. Bravo, odličen čas, še zadnjih nekaj metrov. Bravo. Kot vidite, sem dal res vse od sebe. Res težek vzpon. Čestital sem sotekmovalcem, hitro preveril uvrstitev ter čase in hitro ugotovil, da je padel rekord. Seveda, to sem takoj preveril tudi na Stravi in res. Svoj rekord na Jošta sem popravil za več kot 3 minute. Dobro, a ne? Po regeneracijskem okrepčilu je sledila še podelitev vsem najboljšim v vsaki kategoriji. Na tretjem mestu Matic Pečar. Odličen čas tudi za vas, 18:21. Je bilo to prvič letos na Joštu. Na drugem mestu, v kategoriji C, Robert Korošec. Bravo za drugo mesto in odlična pripravljenost. Pod 18 minutami je prišel v cilj Robi Korošec 17:56. Wow. Eno samo smolo si imel, da je v tej kategoriji nastopal tudi rekorder proge, ki je danes popravil svoj rekord, podobno kot pri Lauri imamo primer tudi v moški konkurenci in sicer izboljšal je že rekord Primoža Rogliča pred leti, zdaj je izboljšal svoj rekord. Z nami je the winner of this category from Italy. With the new record, Andrea Calza.
Še enkrat torej zmagovalec preizkušnje ob vzponu na Jošta, stotink. Tole so torej trije najhitrejši v kategoriji C, Matic Pečar, Robert Korošec in Andreja Kalca. Padel je torej tudi rekord vzpona, ki ga je postavil Andreja Kalca. Vse čestitke. Prav tako pa čestitke Lauri Šimenc, ki je izboljšala svoj lasten ženski rekord proge. Bravo! Zadovoljen s traso, organizacijo, rezultatom in časom sem si še privoščil odlične štruklje in se napotil proti dolini, kjer je sledilo še malo hlajenja in sladkanja. Se gledamo!